Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o tem, kako veste, da ste določeno čustveno bolečino že zdavnaj predelali, oziroma kako vam kaže življenje, da pa vse nekaj je še vedno zataknjenega, predvsem, ko mi pač stranke rečejo, ženske rečejo, jaz sem mislila, da sem že vse predelala. Kako veste, da niste? Prva zadeva je povezana s tem, da na določene stvari močno odreagiramo. Recimo, vam nekdo nekaj reče in vi odreagirate. Tako, to mi sploh ni podoben, odkje pa zdaj to? Druga taka zadeva, ki je povezana tudi s čustvenim odzivom, kakor se zgodi, recimo, da se je vam zgodila neka krivica, vi že napletate, že peljete na pogovor naprej, da ponovno razlagate zgodbo, ko se je vam zgodila krivica. In o tej osebi sigurno ne poveste nič dobrega. Pač vam povem iz svojih izkušenj, da se je meni to dogajalo, ker ko sem videla leta nazaj s poslovnim partnerjem, smo imeli zanimivo energijo in večkrat sem razlagala to zgodbo, kako se počutim šikanirano, in tako naprej. In mi je rekla prijateljica, pa daj že pusti te ljudi. Ne gre tako enostavno. Ker ne moreš pustiti, vse v mislih ne, ti jih fizično lahko zapustiš, ampak v mislih, v čustvovanju, te ljudi vlečeš s seboj. To zgodbo vlečeš s seboj, dokler ne predelaš lekcije. In zdaj pa, seveda vas bom pa naprej učila še enkrat mišični test, še enkrat zdravilno molitev dekodiranja, ker to je tako močno orodje, da dejansko počistite vsa čustva, ki vas bremenijo, in tisti, ki vidite, da težko sami predelujete, dobrodošli v tečaju, ki ga začnemo v naslednjem tednu, tako da bomo skupaj predelovali te čustvene vzorce. Seveda lahko sprašujete tudi v tem zaprtem, intimnem krogu, poveste svojo zgodbo in se dejansko tudi vam pomaga. No, ampak zdaj poglejmo. Recimo, ta prva točka, ki je povezana z močnim čustvenim odzivom, dejansko na malenkosti, lahko se zgodi, me se je to dogajalo, ko sem imela nepredelana čustva, da sem uporabljala potem ventil in so pokasirali na konec koncev otroci. V vseh ostalih odnosih sem bila ful prijazna, sem bila prijazna v določenih odnosih, sem uspela zelo dobro potlačiti svoja čustva, ampak pri otrocih sem pa eksplodirala. In potem sem rekla, pa jaz nočem biti slaba mama, ampak jaz s tem sem slaba mama. Ja, ker sem na napačni ravni reševala težave. Nam nikdar pozabila. Imeli smo terarij. V tem terariju je bila želvica, ki je potem poginila, ampak imeli smo noter roza pesek. No, kakorkoli. Zdaj boste rekli, pa kje ste najdali želvo pa roza pesek skupaj? Ja, pač smo najdali. V glavnem, in potem je bil ta terarij prazen in v ta terarij, ta pesek, sta ta male dve hčerke, ki sta bila mogoče stari takrat 2 leti pa 4 leta, po celi dnevni raztrosile roza pesek. In njima je bilo, verjamem, čudovito lepo, vsa ta pravlična dežela z roza peskom. Jaz sem bila pa tako že preobremenjena in se spomnim, da pridem domov, mudilo se mi je, skuhati je bilo treba in ko zagledam še tisti roza pesek po dnevni sobi, sem znorela in vem, da sem takrat kričala na otroke, da kaj se gresta in tako naprej, in sem zalopotala na vrata in na koncu za piko na i so se še vrata razsula. Pač steklena vrata. Prav tisto reči, ne morem več, če bi bil samo roza pesek. Pa moja dobra volja bi rekla, koliko lepo, no zdaj boste pa to pospravljali, ali pa se boste še pol urce igrali, pa boste pa pospravljali. Ali pa vama bom pomagala, pa bomo pospravljali. Tako, ker sem bila pa že preobremenjena, sem eksplodirala. In se spomnim, sem nesla potem tista vrata k steklarju in reče, to je bila pa energija, ki bi mogla pristati na kakšni riti. Pa ne od otrok. A veste, se pravi, ta močan moj čustveni odziv je kazal na to, da imam veliko potlačenih čustev in še čist nič predelanih.
No, potem drugi jasen pokazatelj, da nismo nekaj predelali, je povezan s tem, da se nam ponavljajo eni in isti vzorci. Lahko menjamo službe, dobimo enako vrsto ljudi. Lahko menjamo priimke, dobimo enake vrste partnerje. Lahko menjamo lokacijo prebivališča, dobivamo vedno ene in iste ljudi. Se pravi, lekcije življenja vedno grejo za nami, nikdar ne zginejo. To je tisto, kar se učimo preko odnosih. In zdaj, če smo pošteni do sebe, se vprašamo, kaj mene življenje uči. In tukaj pride seveda mišični test, ko preverimo, ta odnos me uči postavljanja mej. Preveriš. Recimo, jaz če grem tako sama pri sebi, da preverim, določeni odnosi, so me učili postavljanja mej. Ampak zdaj pa druga zadeva, kjer sem sama imela velike težave. Strah me je, če bom postavila meje, da se bo nekdo razjezil na mene. Se pravi, sem se bala agresije ljudi. In zaradi tega nisem postavljala meje, ker je bilo bolj enostavno se umakniti, kot pa se soočiti s tem, da nekdo, ki mu ne bo pasala moja meja, vrši agresijo na mene. Ker je bila ta strah pred agresijo in bil močnejši. To pišem v kateri knjigi, ko imajo moški hormoni žur. Tam noter imate ves ta vodič, pa ko imajo čakre žur, predelamo ogromno strahov, ker strahovi kam se nam naselijo. Eno so povezani s korensko čakro, drugo pa srčno, ker pogledajte, ko vas je strah, srce začne biti, vas stiska v prsih, to je vse povezano s srčno čakro. Naslednja točka pa je povezana s tem, da telo želi spregovoriti z nami in komunicira preko težav. Kako veste, da niste predelali določenih zadev? Tako da pogledate svoje telo. Recimo, napet stres in neizrečene besede se skladiščijo v napet vrat in zategnjene žvečne mišice. Požiram besede. Potem prebava se ustavi, ali pa je zelo lena prebava, ne izločate strupov, ne želite izločiti svojih strupov. Potem kronična utrujenost, brez nekega razloga, ampak enostavno ste utrujeni od tega, da se počutite utrujeni. No, tukaj pri utrujenosti vam predlagam, poskuste formulo 4. Po formuli 4 se boste počutili kot formula 1. Pač boste imeli več energije in ne boste več kronično utrujeni. Pač to jaz uporabljam. No in naslednji tak pokazatelj, da bomo zastala čustvo v telesu, je pa hormonska zmeda. No in hormoni povezujejo naša čustva, misli in telo. Se pravi, razumem, čustva, ki vplivajo na naše misli, ampak predvsem vplivajo na naše telo. In potem se ukvarjamo s hormonsko zmedo, pa rečejo, hormoni delujejo po svoje. Kje začeti? Seveda, hormoni začnejo slabše delovati, ko smo podhranjeni z B vitaminom, s C vitaminom, ko imamo pomanjkanje omega-3 maščobne kisline, ko imamo pomanjkanje cinka, magnezija, tudi aminokislin. Prvo je tehnično. Ampak naslednja zadeva, da pa spravimo hormone v ravnovesje, je pa čas, da se poglobimo v svoja čustva. In še enkrat povabilo, začnite odprite kakšno knjigo in boste videli, kaj se bo spremenilo. Meni se je celo danes ponoči sanjalo o tem, da sem določene odnose iz moje preteklosti, da sem jim povedala v sanjah, kar jim gre, kako jim gre, in dejansko določenim sem dala prav knjigo, ko imajo moški hormoni žur, in tle imaš in začni delati na sebi, ker je že čas, da nekaj spremeniš. Zjutraj sem se sama sebi smejala. Naslednji pokazatelj, ki jasno kaže, da imamo nepredelana čustva, je pa povezan s tem, da se ne moremo umiriti. Nikakor. Ves čas iščemo nekaj, da se zamotimo oziroma na nek način bežimo sami pred sabo. Poglejte, če se vam dogaja, da začnete eno stvar delati, hkrati razmišljate o tisočih drugih stvarih, kaj še niste naredili, kaj bi morali narediti, kako bi mogli narediti, se pravi, da vam begajo misli sem in tja in da ne morete ostajati pri eni stvari, je mogoče povezano s programom bežim pred sama sabo. Ali bežim pred svojim napredkom. Ker tudi napredek v našem življenju, mogoče je zadaj program,
moram sabotirati svoj napredek ali pa sama sebe moram sabotirati. Pač tega nosimo ogromno v svoji podzavesti in zdaj, če gledamo, vemo, naše telo ve, vemo, da celični spomin se skladišči, vemo, da se vsaka travma v našem telesu zapiše, tudi tisto, kar smo 1000-krat pozabili, tudi tisto, kar rečemo, joj, do 7. leta nimam nobenega spomina, recimo. To pomeni, vsi spomini so ostali shranjeni v telesu, ampak je bolečina prevelika, da bi lahko to izrazili. Zdaj pa kako začeti? Brskati tam, kjer ponavadi je bolj enostavno, da ostanejo omare zaprte, da ostanejo smetnjaki pokriti, da ostanejo Pandorine skrinjice zaklenjene. Kaj narediti? Mnogi avtorji raznih knjig govorijo, pusti preteklost tam, kjer je. Jaz ne verjamem v to. Jaz ne verjamem v to, ker to je v bistvu na nek način beg pred tem, da se ne soočiš s težavo. Verjamem pa v to, da gremo poiskati čustva. In vidim tudi pri mojih strankah, recimo, ki pridejo k meni na svetovanje, mi poiščemo čustvo, kjer je zataknjena energija. In največkrat je to čustvo povezano s preteklimi življenji. Zadnjič sem že rekla, da bomo posneli video o tem, kako pretekla življenja vplivajo na naše sedanje dogajanje. Zdaj v glavi imam seveda samo zadnjo stranko, zato ker pač jaz pozabljam stranke, pozabljam, kaj smo govorili, enostavno glede tega sem tako kot zlata ribica. Ampak zadnja stranka je predelovala 2 ključni življenji v tem življenju. In v bistvu vedno je srečala 4 ključne oziroma 5 ključnih ljudi v svojem življenju. Šefica oziroma mama, šefica, prvi partner, drugi partner, tretji partner. Se pravi, pa mogoče še 4. partner. V vsakem primeru nekaj partnerjev, šefica pa mama. Mama je že igrala podobno vlogo krščanske mame v času srednjega veka. V času srednjega veka se nihče ni potegnil za njo, so jo obsodili, brutalno mučili in takrat si je dala za obljubo, da nikdar več ne bo imela otrok, oziroma ali pa v enem prejšnjem življenju. Si dala za obljubo, da nikdar več ne bo imela otrok, zato ker izguba otrok preveč boli. V tem življenju nima otrok. In to je bilo eno tako njeno vprašanje, zakaj? 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 Ja, zaradi obljube za obljube iz enega od preteklih življenj, kjer je izgubila otroka. Potem drugo življenje se je pa pokazalo nekje na področju Konga in ko sem ji rekla Kongo, ona reče, jaz sem botra eni punčki o Kongu. Pač izmed vseh afriških držav se mi je pripeljalo pred oči prav Kongo. In sem videla prizor s tem notranjim očesom na duhovnem zaslonu, sem videla prizor, kako je bila ugrabljena, kako je bila prepeljana v Anglijo, kako je tam služila eni snobovski družini in to je v tem življenju njena šefica, bivša šefica, in kako je en od njenih bivših partnerjev, njen sin od te snobovske šefice, oziroma šefica tudi iz prejšnjega življenja, in v tem življenju nekdo, ki se je imel za nekaj več, ki je imel obsesivno kontrolo nad njo, ki je enostavno tako komaj se ga je rešila. Glejte, ko imamo neke take lekcije v življenju, da se določenih ljudi komaj rešimo, to je karmična lekcija. Ko ob določenih ljudeh pride tako močna energija na začetku, da vas zveže, poveže, to je karmična energija. In tukaj zadaj ležijo lekcije, ki jih mi kot duša moramo predelati. In zato uporabljamo mišični test. In mišični test vam pri tem lahko res pomaga. In ja, seveda, če se vam bo zataknil, pač pejte v tečaj. In zdaj, seveda, teh odgovorov ne boste najdeli v tej knjigi Minkina kuhinja, ampak prva knjiga, o kateri sem že govorila o podzavestnih vzorcih, je moja druga knjiga, Ko ima življenje žur. In sicer, recimo, če se mi nekje odpre jeza, recimo, jeza,
Jeza je reakcija, ki kaže, da je nekaj močno narobe. Zdaj bomo pa probala najti kakšen program, ki je povezan z jezo. Vsi moški me razočarajo. Občutek zlorabe imam strani moških. Jezna sem na vse moške. Nemočna sem. In lahko dodate noter. Nemočna sem v povezavi s čim. Glejte, jaz lahko zdaj sama preverjam podzavestna prepričanja in recimo, če probam, jezna sem na vse moške. Ne. Jezna sem na vse ženske. Ne. Ampak vem pa, da sem imela, recimo moj program je bil, nobenemu moškemu ne smem zaupati. Pa če zdaj grem nazaj, ampak mi je bilo tako, ja, vsi moški me razočarajo. Kakšne mislite, da sem vlekla nase? Moške, ki me razočarajo. Zdaj pomislite, vsi imamo podzavestne programe. Ni, da smo eni svetniki ali pa ste eni svetniki, drugi imamo pa težave. Vsi imamo podzavestne programe in takrat, ko se preveč podzavestnih programov naenkrat želi sčistiti, naenkrat, govorim v časovnem obdobju, ne vem, pridete v starost 42 let in naenkrat se vam začnejo dogajati res čudne zadeve in ne zmorete tega predelati in naenkrat padete v neko občutek nemoči, dušenja in tako naprej. To pomeni, da je prišlo naenkrat toliko potlačenih čustev iz tega in iz preteklih življenj ven, da ne zmorete in zato, glejte, jaz sama nisem proti zdravilom, ampak sem zato, da če vidite, da se ne morete umiriti, posegajte po zdravilih za neko krajše obdobje, da se sestavite, potem pa naprej brez zdravil. Nikakor pa ne, da postanete odvisniki od zdravil. Pač to ni zdravljenje, ne? To je pač redna stranka. Zagarantirana redna stranka. Ne? Potem recimo tukaj naprej eno takih programov. Živim v kletki. Ne? In bi rekla, pa saj sem svobodna, se lahko grem kamor hočem, ampak imam občutek, kot da sem ujetnica. Od kje mislite, da je to? To je program enega od preteklih življenj, ko si bila ujetnica, ko nisi zmogla ujeti, ko ni bilo možnosti. V tem življenju imaš odprta vrata, ampak še vedno živiš v kletki. Tista nevidna kletka, ker je zadaj ujeto čustvo. In tisto čustvo, ki je verjetno ujeto, je strah, strah pred smrtjo, strah pred preganjanjem, strah pred kaznijo. In to čustvo ti ne dovoljuje oditi. Ko pa ti to predelaš, enostavno se spusti hakalček in lahko poletiš. No tako grejo zadeve. Zdaj jaz upam, da sem odgovorila, kako veste, da nekaj niste predelali. No, jaz vem, da pri sebi, pri meni se je sigurno to odražalo potem, da sem vedno znova želela ljudem razlagati mojo bolečo zgodbo. To je bila prvi pokazatelj in če vedno znova razlagate ljudem vašo bolečo zgodbo, pomeni, da ste še vedno ujeti v tisti stari zgodbi. No tako, dajmo pogledati nekaj kart prehod v novo dobo, zaključek poti. Ne boš umrla, brez skrbi, zaključek poti. Hvaležna sem za izkušnje, ki mi jih prinaša življenje. Pač se smo lahko samo hvaležni za vse to, kar se nam je zgodilo. Hvala za izkušnjo, tega ne potrebujem več, grem naprej. Vodstvo. Srce mi vedno pove, kaj je resnično dobro za mene. Naslednjo sporočilo je, tema, kaj se skriva v nezavednih temnih delih mene, prosim za zavedanje. In naslednje sporočilo, prijatelji so tukaj, da mi pomagajo, da me podpirajo in ja, življenje mi nudi lekcije, ampak jaz grem s tokom življenja, jaz grem naprej. No, in mogoče sem jaz preko videov ta vaša prijateljica, ki vam podajam roko, ki vam pomagam naprej. Glejte, lahko naredite korake. Nihče od nas ni potrebno, da je ujet v starih zgodbah. Vsak lahko naredi korak naprej, vsak ima v sebi moč in glejte, ni da, zakaj se meni dogaja toliko slabih zadev. Ja, zato, ker je veliko čustvene bolečine. Ampak to sam pomeni,
da je treba to sprostiti in začnite uporabljati zdravilno molitev dekodiranja in boste videli, kako se bo vaše zaključevanje pospešilo. Dajmo pogledati naprej in kaj se bo pol zgodilo. Prišel bo vaš razcvet. To je to, da boste zažareli vsej svoji lepoti in potem še enkrat prijateljstvo. Zanimivo, gled, te dve karti, to je nastalo obe dve, te karte so nastale čist neodvisno od teh kart. Ampak na obeh dveh kartah so drevesa. Se pravi, vi ste svoje drevo. Vi ste recimo hrast in ni treba, da se primerjate z lipo ali pa z brezo. Vi ste svoja osebnost. So pa ljudje, s katerimi delite ekosistem. In je to ful dober in je prav, zato ker glih tako breza ravno tako pognoji tla, da lahko hrast zraste še višje. A je to tako? Tako da, lejte, ne se ustavljati. In še obilje je prišlo. Pač, lejte to. Te dva jaz gledam kot par. Ženska, ki se razcveti in moški, ki se prav malo meni na to, kaj rečejo drugi ljudje, ker živi svoje obilje. Na nek način pride do ravnovesja moškega in ženskega pola, da ste vi v sebi usklajeni in kaj se pa zgodi, ko počistite čustvene vzroke, ko ste vi v sebi usklajeni, lahko srečate samo še take ljudi, se povezujete s takimi ljudmi, ki imajo ravno tako počiščeno čustveno blokado, ja, čustveno breme. Tako da v glavnem, lejte, če ste za apostolovščino, mogoče je vaša energija zataknjena v tem mečkanem otroku, mečkani punčki, mečkan fantek, ko enostavno niste imeli dovolj moči, ko so vam govorili, kaj bi mogli, kako bi mogli, zakaj bi mogli. Mogoče so vam govorili, da niste dovolj pridni in je zdaj čas, da odpustite določenim ljudem. Čas je, da spustite in da greste naprej svojo in da živite naprej svojo apostolovščino. Dajmo pogledati še tele karte, da vidimo za tole dušico, ki gleda video. Kaj je za njo pomembno za naslednje 3 mesece? Kaj ji sporočaš? Pravica, ravnovesje. Aha, spusti razočaranje in obilje. Wow. Se pravi, tisto, kar je povezano, kar te bremeni, je povezano s razočaranjem. Strto srce. Nekdo ti je strl srce. In zdaj greš zdraviti to svoje strto srce s tem, da odpuščaš sebi, odpuščaš drugim. S tem, da pogledaš, kaj je ranilo tako močno tvoje srce, zakaj si tako močno razočarana, izdana. Ker, ne, izdajstvo je največkrat povezano s preteklimi življenji. In to pomeni, da je ta tvoja notranja sodba, da enostavno pride do ravnovesja, da prideš v ravnovesje in potem naprej je čas samo še za obilje. Polne čaše. No tako, uživajte in jutri posnamem nov video, kjer bomo govorili naprej naslednji koraki, ki so pomembni za manifestacijo vsega dobrega v našem življenju. Tako da uživajte in se vidimo, ko posnamem naslednji video.